Pozdravljeni vrtičkarji, danes govorimo o zelenjavnem in sadnem vrtu za 4-člansko družino. Kar se tiče velikosti vrta, priporočam, da je vrt velik od 25 do 150 kvadratov. Če vzamemo skupaj še sadni vrt, lahko obsega 600-800 kvadratov za popolnoma samooskrbno družino, drugače pa lahko zasadimo sadjem tudi kakšen grm 2-5-10 kvadratov in prilagodimo vrt dejansko našim površinam in našemu času, ki ga bomo preživeli na samem vrtu. Ko razmišljamo o kolobarjenju, kolobarimo predvsem po užitnih delih, na isti gredi zamenjujemo užitne dele rastlin in to je najbolj naraven način kolobarjanja. Kar se tiče gojenja in gnojenja v sadnem vrtu, mi smo danes sadili jagode na novo, kajti vsako 3. leto jih je treba zamenjati. Tla smo razrahljali, potem pa pognojili z dolgotrajnim organskim gnojilom za jagodiče, ki je drobno granulirano, dolgoročno deluje in tako poskrbeli za povsem organsko hrano našim jagodam. No, kar se tiče visoke grede, visoko gredo lahko postavimo na balkonu, terasi, naj ima čim več sonca. Pri nas je tukaj poleg rastlinjaka, seveda pa lahko na visoko gredo sadimo različne rastline. Mi smo tukaj kombinirali čebulo, peso in pa solato, tako bo sama visoka greda še bolj pisana. Ravno tako smo poskrbeli za organsko gnojenje, dodali drobno granulirano organsko gnojilo. Seveda pa, ko govorimo o organskem gnojenju, predvsem v rastlinjaku se zelenjava bistveno hitreje razrašča, zdaj v začetku pomladi. Tam smo že dognojili solato s tekočim organskim gnojilom in tako poskrbeli, da pospešimo rast, se pravi tvorbo listne mase in kaj kmalu bomo pobirali tudi pridelek. Kar se tiče ostalih gnojil v zelenjavnem vrtu, tudi uporabljamo lahko konjski gnoj, lahko pa na manjših površinah drobno granulirana organska gnojila, pognojimo grede, rahlo vdelamo gnojilo v tla in je zadeva zaključena, potem pa nadaljujemo s samim sajenjem. Ko govorimo o eko rešitvah v samem zelenjavnem vrtu, v boju proti škodljivcem si lahko pomagamo s pripravkom na osnovi olja navadne ogrščice in perjetrina. Če nas obiščejo uši, kakšne gosenice, rastline poškropimo in je tako zadeva zelo hitro rešena. Ko pa tradicionalno razmišljamo o koprivi, kopriva vemo, da jo vrtičkarji že tradicionalno uporabljajo na marsikaterem vrtu. Kopriva je odlično organsko gnojilo, z njim smo dognojili jagode v rastlinjaku, lahko dognojimo tudi na vrtu, ko se začnejo razraščati. Seveda pa manj znano dejstvo je, da kopriva krepi rastline tudi pred škodljivci, manj znano pa je, da jih varuje tudi pred boleznimi. Koprivo lahko dodajamo tako, da dodajamo vodo, jo razredčimo, zalivamo rastline, lahko pa uporabljamo tudi v obliki pršilke in pršimo po rastlinah. No, kar se tiče samega zelenjavnega in sadnega vrta, predlagam, da prilagodiste velikost zelenjavnega vrta vašim površini, vašim željam, potrebam, nikar ne pretiravajte, bolje začeti z nekoliko manjšim vrtom in ga postopno večati. Naš je velik že 800 kvadratnih metrov in smo popolnoma samooskrbni.